Ja, Italijani. Zanimiv narod. Znani po dobrih paštah, potem, da imajo precej utrganega predsednika vlade in potem, da imajo stil. Tega lepo kažejo tudi pri avtomobilih, so pa očitno po precejšnjem času ugotovili, da mora imeti lep avtomobil tudi lepo ime. Zato ta Alfa ni Alfa 149 ali pač nekaj podobnega, ampak ima precej bolj spevno ime. Alfa Giulietta. Da je Giulietta lepo ukrojena, ni dvoma. Da predstavlja oblikovno revolucijo, pa si ne upam trditi. Prav škoda je, da si oblikovalci niso dali nekaj več duška in izničili ostanek povprečne konfekcijskosti. No, druga štorija je notranjost. Zelo všečen dizajn, kjer razen teh cenenih puntovih stikal na volanu, očem in počutju prija prav vse. Od gumbov klimatizacije do teh avionskih stikal, pa do rdečih šivov, ki krasijo vse spoje. A kaj ko odličen izgled na nekaterih mestih pokvarijo slabi materiali. Ročaj na vratih zelo hitro zaškriplje in se tudi zamaje, da o ročici ročne zavore sploh ne govorim. K splošnemu občutku in dobri ergonomiji tudi ne pripomorejo povsem povprečni sedeži. Potniška celica je sicer prostorna, prtljažnik pa ne. Podobno je z odlagalnimi prostori. Vozniki Giuliett pač med vožnjo nikoli niso žejni in razen kreditne kartice in kovčka s seboj ne vozijo ničesar. To 73 kW se iz 1,75-litrskega turbobencinskega motorja preko 6-stopenjskega menjalnika in elektronsko nadzorovane zapore diferenciala Q2 prenaša na sprednji kolesi. Sistem DNA pa omogoča, da spreminjamo odzivnost krmilnega mehanizma in stopalke za plin. V načinu dynamic je avtomobil že zelo agresiven, na volanu je čutiti precej navora, zato je hitra vožnja nekoliko bolj zahtevna. Tudi podkrmiljenje je močno prisotno, skratka, za izkoriščanje vsega potenciala je pač treba imeti nekaj več vozniškega znanja. Je pa hitra ta Giulietta vsekakor, a zaradi športnosti tudi grbine nekoliko bolj grobo požira. In če boste to moč večkrat izkoriščali, potem bodite pripravljeni na porabo okrog 12 litrov.